Dobrodošli v novi oddaji z morem. Na začetku se bomo še enkrat spomnili Tokija, paralimpijskih iger, kjer so slovenski športniki znova dosegli zavidanja vredne uspehe. Meseci priprav pred tokratnimi igrami povezani tudi z negotovostjo in vprašanjem, ali se bodo najboljši med najboljšimi sploh lahko pomerili na največjem športnem tekmovanju na svetu. Na koncu se je vse skupaj srečno izšlo. Tudi tokrat nas naši parašportniki niso razočarali. Ja, sigurno občutki so nepopisni. To je neka pravljica, ki se je odvijala s celotno ekipo in presrečen sem, da sem v tej ekipi bil prisoten in da mi je uspelo osvojiti te dve medalji, ki imata res posebno težo in sta trdo prigarani. Slovenski junak iger Franček Gorazd Tiršek je tudi tokrat dokazal, da je najboljši takrat, ko to največ šteje. V trenutkih, ko bi se marsikomu zatresla roka, je nani kot strelca, ki je na paralimpijskih igrah osvojil že 4 odličja, kličejo njegovi prijatelji, sprožil nekaj svojih najbolj natančnih strelov. Seveda je to osnova, zelo velika koncentracija in fokus, ki ga usmerja športnik v tekmovanje. In mislim, da sem jaz tu zelo močan, zavedam se svojih sposobnosti, zavedam se, da delam trdo, pošteno, da je cela ekipa dobro vodena strani trenerke Polone Sladič in v teh kritičnih trenutkih oziroma trenutek, ki odloči tekmo, mi da še neko posebno energijo, še posebno moč, ki jo s pridom izkoriščam in upam, da bo tako tudi naprej. Glede na to, da so slovenski strelci tudi v Tokiju upravičili vlogo favoritov odprave, se je v zakulisju začelo šušljati o morebitnih stavah znotraj ekipe, približno takšnih, kot smo jih nekoč pri nas poznali v smučanju. Veste, da je tudi meni zdaj v Tokiju prišla na misel kakšna stava, ampak problem, ki ga jaz kot strelski trener vidim pri teh stavah je, če jaz kot trener stavim za neko medaljo, dobesedno dodatno obremenim strelca. Pri nas pa so te obremenitve zelo pomembne, kajti ko ostaneš na strelski liniji sam, ko strelec ostane na strelski liniji sam, se mu začne v glavi vrteti vsi filmi, vse besede, vse, kar je do sedaj slišal. In res ne bi želela, da so med temi obremenilnimi besedami tudi trenerske, tako da zaenkrat stav nismo izvajali. Strelci seveda niso bili edini, ki so navdušili svojimi predstavami. Anej Doplihar je na primer na svojih prvih igrah v izjemni konkurenci na cestni kolesarski dirki osvojil 9. mesto. Predvsem sem bil vesel zato, ker mi je uspel boljši rezultat kot na svetovne prvenstvo na Portugalskem. Tega smo bila s trenerja neizmerno vesela. Igre v Tokiju so bile sicer zelo zahtevne, tudi v organizacijskem pogledu. V bistvu sem prvič bila v tej vlogi namestnice vodje in pa še zraven kot trener. Bilo je res težko v kakšnih trenutkih. Delala sem s pomočjo tudi ostale ekipe in na zvezi in vodje, v bistvu 24 ur na dan pred Tokijem. Imajo v bistvu zelo dobra organizacija, ampak toliko papirologije, pa toliko, bom rekla, teh aplikacij. V bistvu gesla sem imela napisana na enem A4 formatu, tako da se ve, da je to bilo ziher 20 aplikacij. Tako da jaz mislim, da rabim res počitek. Tudi slovenski parašportniki v deželi vzhajajočega sonca niso imeli veliko časa za počitek. Vseeno pa so vendarle uspeli zbrati nekaj vtisov v tej zanimivi deželi. Prvo kot prvo, ljudje, ki so izredno spoštljivi, izredno disciplinirani in pa sočutni, ko ti na vsakem koraku ploskajo, mahajo, čestitajo, čeprav te ne poznajo, ko jim pokažeš medaljo, so presrečni, ne vejo, kako bi se lahko zahvalili za tisti trenutek, ko si jih osrečil in to so res nepopisni občutki. Po drugi strani pa ta njihova infrastruktura, kako poteka promet po tem velem mestu v Tokiju, to je res nekaj nepopisnega.
Ne, kar je v vasi, ostane v vasi. To je stari pregovor tako na olimpijskih kot paraolimpijskih igrah. Od anekdote lahko rečemo najprej, da Slovenci, že ko smo prišli v Tokio, še pred igrami, smo bili že kar poznani med ljudmi. Ko so nas ustavljali in videli Slovenija in so mnogi rekli Luka Dončić ali pa Janja Garnbret. Big fan je bilo na koncu, tako da so nam že dobro pripravili prostor naši olimpijci. No, potem smo se pa tudi mi izkazali, ljudje so bili res izredno prijazni. Tudi sam sem se naučil klanjati in neka prijaznost, tista primarna je vejala iz teh prostovoljcev in organizatorjev, tako da res smo se dobro počutili, varno je bilo, lepo je bilo, ne glede na COVID. Zdaj pa k naslednjemu zelo velikemu, zelo pomembnemu tekmovanju. V mislih imam odbojko sede, ki ga je gostila Turčija. Matic Burazer pa nam bo povedal in pomagal predstaviti nekaj zelo zanimivih podrobnosti o pripravah na to veliko tekmovanje. Slovenska reprezentanca v odbojki sede je znova navdušila, v Srebrni ligi narodov prišla do srebrne medalje in zato smo povabili v našo družbo Matica Keržana, podajalca reprezentance. Matic, najprej čestitke, vidimo pokal, vidimo medaljo. Kako je potekal turnir? Najprej hvala lepa, čestitke vsem, hvala vsem, ki ste navijali za nas. Turnir je potekal zelo dobro, sama organizacija je bila na vrhuncu. Ekipe so prišle vse na ta turnir željne zmagati. Mi smo prvo tekmo odigrali zelo dobro in smo začeli za zmago 3-1 proti domačinom. In to nas je zagnalo naprej za ponovne zmage. Kar se tiče domačinov, Italijani so bili naši tekmeci, ne, tudi v finalu Evropskega prvenstva. Ste se kaj pogovarjali tudi o samem Evropskem prvenstvu v stoječi odbojki? Definitivno je padel revanša na nas. Moram reči, da na prvi tekmi so bili tako Italijani kot mi zelo prestrašeni. Se pravi, to je bila tekma vseh tekem za Italijane proti Sloveniji. Mi smo bili pa s tem občutkom smo šli v tekmo, da jih je treba premagati, treba je pač pokazati, kdo je v sedeči odbojki, kraljuje trenutno. In to, mi smo proti njimi prvi set zgubili. Zgubili smo ga samo zaradi tega, ker nismo bili osredotočeni toliko na igro. Potem nas je pa gospod trener Branko Mihorko pripravil do tega, da je pač rekel, da se umirimo in smo potem tekmo zmagali 3-1. Potem pa v nadaljevanju še nekaj odličnih predstav, ne? Samo Madžari so bili tisti, ki so s tekmo življenja, lahko rečemo, odvzeli skalp Sloveniji. Ja, tako je. Mi smo v ta turnir smo prišli s tem, da vidimo, kaj nam še manjka trenutno za Evropsko prvenstvo, ki bo oktobra v Turčiji. Moram zelo pohvaliti timski duh. Iz tekmo v tekmo smo napredovali, iz tekmo na tekmo smo jačali svojo moč, pokazali smo vsem tekmecem, da nismo lahki zalogaj. Tudi videli smo v tekmo, kaj nam gre narobe in to iz tekmo v tekmo tudi popravljali. Tukaj treba pohvaliti tudi naš strokovni štab. Trenutno smo dobili tudi novega pomočnika, trenerja, vodja reprezentance Darko Đurića. Tudi sam ima veliko on izkušenj z velikimi tekmovanji, z evropskimi svetovnimi in olimpijskimi igrami, tako da nam tudi on je osebno par stvari povedal, tudi nam dal par napotkov, kako se umiriti, kako se pripraviti tekmo. Tako da fantje smo definitivno stopili skupaj in premagovali tekmice. Kar se tiče Madžarov, je bilo pa tako, da Madžari so resno odigrali najboljšo tekmo vseh časov, kar sem jih jaz trenutno videl, ampak to je bil, za mene je to dobro zgubiti tekmo, da vidiš potem v videoanalizi, kaj je narobe in da se pripraviš maksimalno za Evropsko prvenstvo. Vsekakor zdaj je malo časa za Evropsko, ne? Sam si že dejal, da ta poraz tudi morda v boljšem času, kot pa da bi se zgodil na Evropskem prvenstvu. Kaj mora Slovenija narediti, da pride v tisto zlato ligo narodov na najvišji nivo?
Definitivno nas zdaj čaka Evropsko prvenstvo. Na Evropskem prvenstvu bomo prvič po 20 letih videli, kam Slovenci spadamo ponovno. Je to mlada ekipa, je to ekipa, ki je željna zmagati, je to ekipa, ki se bori za vsako žogo, za vsako piko. Trenutno mora biti Slovenija med top 8 v Evropi, da lahko pride v Zlato ligo, ampak vse počasi s časom. Najprej bomo odigrali Evropsko prvenstvo, da vidimo, kam spadamo. Borili se bomo ko levi. Hvala tudi vsem navijačem, hvala tudi vam, ki nas spremljate in nas podrite do svojih zmag, in hvala tudi vsem sponzorjem, ki nam to omogočajo. Kaj pa še bolj tisti cilji v prihodnosti, kolikor se mi dva vedno pogovarjava, je največji cilj jasno Paralimpijske igre? Ja, v moji glavi in tudi mislim, da v glavi mojih soigralcev je Paralimpijske igre, ampak vsi dobro vemo, da do kje je še trnova pot, ki jo moramo pa pač skupaj kot ekipa premagovati. In verjamem v naše fante, verjamem v našo slovensko reprezentanco in verjamem v naš strokovni štab, da bomo pripravili do tega, da bomo nekega leta prišli tudi mi na olimpijske igre in pokazali v celem svetu, da znamo igrati to sedečo odbojko tako dobro, kot jo znajo igrati trenutno najboljši na svetu. Evropsko prvenstvo, torej samo še morda kratka napoved, kaj je želja, se čez dober mesec spet tukaj pogovarjava, morda s kakšno nagrado, tudi individualno? Definitivno nam je želja, da pridemo med top 5, top 6 v Evropi. So možnosti veliko odprte z našo igro, ki jo znamo igrati, in to je naša hitra, močna igra. Nismo visoki igralci, nismo tako v igrani igralci, kot so druge ekipe, ampak smo pa definitivno, kar se tiče ekipno, zelo povezani, pa tudi zelo mladi smo, se pravi, smo zelo ukretni in zelo hitri. Upam, da se bomo pogovarjali še v kakšni nagradi na tem Evropskem prvenstvu. Sam bi pa želel mogoče postati najboljši podajač Evropskega prvenstva. Če mi bo pač to uspelo, mogoče zdaj bi bil najbolj vesel, ampak če mi bo pa druga leta to uspevalo, valjda za vsako nagrado jo sprejmem z vsemi rokami. Vsako bomo tudi z veseljem tukaj pokazali. Matice, kje bodo lahko navijali za vas? Za nas bo lahko navijali, mislim, da na spletni strani Paravolej Evropa, se pravi, tam bojo vsi prenosi bojo vrhunsko organizirani, tam bo veliko kamer, se pravi, ne vem, koliko kamer bo snemalo, se pravi, vsako tekmo. Navijajo pa tudi lahko, se pravi, v Turčiji, Antalija se imenuje, Kramer se je tako veliko, kot neko mestece tam. Bomo v balončku, žal je za gledalce to malo drugače. Če bo gledalec prišel kaj gledati, potem ne bo smel venjati iz tega balončka. Se pravi, mora biti tam 10 dni in to je to. Jaz bi pa pozval vse, da gledate, da nas podpirate, da boste bili z nami na Evropskem prvenstvu. Hvala. Matic, hvala. Vsekakor bomo stiskali pesti v oddaji Zmorem, pa bomo tudi poročali o dogajanju z Evropskega prvenstva. Hvala. Na začetku naše oddaje smo se družili z našimi vrhunskimi športniki. Zdaj pa je čas, da pogledamo tudi k tistim najmlajšim, ki bodo to nekoč morda še postali, tudi s pomočjo programa Postani športnik. Poglejmo, kaj se je zanimivega dogajalo v Laškem in v Mengšu. V Laškem so se otroci lahko na enem mestu preizkusili v najrazličnejših športnih dejavnostih. V Laškem mi je všeč hotelski zajtrk in najboljše kosilo in večerja. In kaj sem spoznal nove prijatelje. Program je tako vključeval na eni strani zanimive športe, na drugi pa zabavno in sproščeno druženje. Zelo mi je všeč košarka, bila danes pa tudi, ko sem probala, kako se je reče mami? Curling. Pa tudi prvi dan mi je bil pač zelo všeč. Strmaček tle leži, jaz sem že malo amaterja v športih, oziroma že skoraj profesionalc. Ne umaknem se pred nobenim izzivom, ampak na koncu bom sam rekel game over, play again, definitely.
Starši pa so lahko medtem dobili tudi številne zanimive, predvsem pa uporabne informacije o vseh prednostih, ki jih otrokom invalidom prinaša šport. Meni je fajn, ko se kopamo, igramo, zabavamo, vse živo. Meni je pa tudi bil prvi dan zelo dober, tudi verjamem, da mi bo še vsi drugi dnevi zelo dobri. V okviru Evropskega tedna športa pa je v novi športni dvorani v Mengšu potekala zelo podobna prireditev. Tudi tokrat so lahko obiskovalci, predvsem otroci, od blizu spoznali najrazličnejše parašporte. V ospredju so bili paraatletika, hokej na električnih vozičkih, paraples, paralokostrelstvo in paranamizni tenis. Tokrat smo v Mengšu v novi dvorani, čudoviti, prilagojeni za potrebe invalidov, tako da to je še en od testov, katera v bistvu dvorana nam nekako ustreza po arhitektonskih vstopih in prilagoditvah. Tokrat smo nekako povezali šport v občini v ta namen, da se lahko tudi občani Mengša in Domžal vključijo in preizkusijo parašportov. Vesel sem, da je obisk takšen, da je prišlo veliko v bistvu Mengenšanov na ogled in na preizkus naših športov. Prepričan sem, da bojo tudi s tem nekako zbrisani tabuji, ki so še nekako v glavah splošne populacije. Dogodek pa sta svojo udeležbo popestrila tudi člana slovenske paralimpijske reprezentance, dobitnik 4 paralimpijskih medalj, parastrelec Franček Gorazd Tiršek in paranamizni tenisač Luka Trtnik. Ja, tako, torej naši najmlajši. Zdaj pa je prišel čas še za ostale zanimive dogodke. V minulih dneh se je dogajalo veliko na področju športa. Poglejmo naše novice. V športnem centru Livada v Novem mestu je potekalo državno prvenstvo v paranamiznem tenisu. Pomerilo se je 55 tekmovalk in tekmovalcev. Najuspešnejša sta bila Milana Krmelj in Luka Trtnik, ki sta se veselila naslovov tako v svoji kategoriji, kot tudi na odprtem tekmovanju. Slovenska paraplezalka Tanja Glušič je dosegla nov uspeh. Na odprtem prvenstvu Nizozemske je bila med slepimi in slabovidnimi najboljša v združeni moški in ženski kategoriji. Na Evropskem prvenstvu v kegljanju slepih in slabovidnih v Koprivnici na Hrvaškem pa je odlično nastopila tudi slovenska izbrana vrsta, saj so naši tekmovalci na tekmovanju osvojili kar 8 medalj. Pred dnevi pa je na Savi pod vodstvom ribiške družine Radeče potekalo svetovno prvenstvo, ki so se ga udeležili tudi slovenski ribiči. Slovenska izbrana vrsta je v ekipni konkurenci zasedla odlično drugo mesto. Med posamezniki pa je Rudi Centrih osvojil bron. In tako smo prišli do konca še ene naše oddaje. Za prihodnjo pa vam pripravljamo marsikaj zanimivega. Tudi vse o Evropskem prvenstvu v odbojki sede v Turčiji. Nasvidenje torej, do prihodnjič in hvala lepa, ker ste bili z nami. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.